smo vsi. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Skoraj leto dni je minilo od prvih pogovorov in od začetka iskanja rešitve za spremembo volilne zakonodaje, s katero bi uspešno odpravili neustaven položaj, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče. Medtem je potekalo kar nekaj srečanj in krogov usklajevanja tudi pri predsedniku republike, gospodu Borutu Pahorju. Nismo pa v pogovoru sodelovali samo parlamentarne stranke, sodelovali smo skupaj z ustavnopravnimi strokovnjaki in pa seveda z Ministrstvom za javno upravo. Rezultat našega skupnega truda in napora je vsekakor doseženo neko široko načelno soglasje za spremembo volilne zakonodaje, ki predvideva ukinitev volilnih okrajev, uvedbo relativnega neobveznega preferenčnega glasu in seveda najpomembnejše, ki uresničuje odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2018. V tej luči smo pred nekaj dnevi skupina 59 poslank in poslancev iz vrst LMŠ-ja, SMC-ja, SD-ja, Levice, NSI-ja, SAB-a in SNS-ja, skupaj seveda s podporo obeh predstavnikov narodnih manjšin, v parlamentarno proceduro vložili predlog spremembe zakona o volitvah v Državni zbor. Vemo, da se nam rok, ki ga je za implementacijo ustavne odločbe določilo Ustavno sodišče, tekom tega leta izteka. Zato smo vlagatelji z vso odgovornostjo ocenili, da je čas, da čim prej vložimo predlog novele v zakonodajni postopek z namenom, da imamo čas opraviti vsa 3 branja novele in nenazadnje tudi z namenom, da odločanje o tako pomembni stvari, kot je vprašanje legitimnosti in ustavnosti prihodnjih državnozborskih volitev, ne prelagamo na tik pred zdajci. Zavedamo se, da je za sprejem novele potrebno doseči 60 glasov poslank in poslancev. Zavedamo se tudi, da trenutno je podpisanih pod to novelo 59 poslank in poslancev, pa vendar upamo in verjamemo, da bo v času, ko se bo potrebno odločiti in pritisniti plus ali minus, vendarle srečal razum, pogum in tudi državotvorna drža tudi še kakšnega izmed preostalih poslank oziroma poslancev. Pred nami je torej odgovornost, da pravočasno rešimo ta neustaven položaj, v katerem smo se znašli. Nenazadnje pa je pred nami tudi edinstvena priložnost, da končno damo našim volivkam in volivcem v roke tudi orodje, s katerim bodo lahko neposredno vplivali na to, na izbiro kandidatov oziroma na to, kdo bo resnično sedel v Državnem zboru. Skratka, dajemo jim bistveno večji vpliv na izid volitev, kot pa ga imajo po zdajšnji zakonodaji. To je z moje strani zaenkrat vse, predajam pa besedo še kolegom. Jaz bi dal prostor damam najprej, ker ne glede na Dobre, zelo nakratko, glede na to, da je podpredsednica vse povedala, lep dober dan tudi z naše strani. Naj na začetku povem, da smo se zbrali stranke, ki imamo iskrene namene, da spoštujemo odločbo Ustavnega sodišča in da spremenimo volilni sistem. Verjetno za razliko drugih bi se zahvalil predsedniku države, ki je takoj po tej odločbi začel sestanki in tudi zaradi njega smo prišli do tega rezultata. In bi danes stali tudi v tej dvorani isto, če ne bi bile te politične nove razmere. Jaz verjamem, da se s tem našim predlogom, kjer se volilni okraji ukinjajo in kjer bo imel možnost volivec obkrožiti tako stranko kot, bom rekel, kandidata oziroma kandidatko na tej listi, približamo najbolj volivcu in njegovo voljo najbolj upoštevamo. Zavedam se, da imamo samo 59 glasov, da nimamo še tistega 60. glasu in verjamem, da bo v proceduri bomo lahko ta glas seveda dobili.
Iskreno pa moram tudi povedati, glede na politično situacijo, da če pride do predčasnih volitev, ne bomo volili na predčasnih volitev še po tem zakonu, žal, ker ta zakon začne veljati z začetkom, mislim, da s 1. decembrom letošnjega leta, tako da v tem primeru bi potem volili po tem zakonu, če gremo pa na predčasne volitve, pa bomo volili še po starem sistemu. Vendar, jaz sem prepričan, da bomo v fazi procedure dobili ta 60. glas in dobili ta zakon, ki bo, res, kjer bojo volivci dobili svoj največji vpliv. V primeru, da bi prav to povedal, v primeru, da ta zakon ne bo šel skozi, ker imamo samo 59 poslancev, bomo Socialni demokrati, tako kot smo v tem zakonu aktivno vsebinsko sodelovali tudi v drugem zakonu, kjer se pa spreminjajo volilni okraji in se približujejo volilni okraji glede na velikost. Tako da Socialni demokrati bomo tako v eni kot v drugi strani sodelovali. Tako da hvala vam lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. V SMC smo zadovoljni, da je ta zakon vložen v parlamentarno proceduro. Tudi mi se zavedamo dejstva, da je pač zaenkrat glede na število podpisov pod zakon možno sklepati, da na koncu ne bo sprejet, pa vendarle se nam zdi pomemben ta napor, da smo zakon sploh vložili in da nismo čakali na to, ali bo pod predlog zakona podpisanih 60 poslancev ali ne. To pa zato, da se bodo na koncu v proceduri skristalizirala mnenja vseh strank, v upanju seveda, da bodo tudi nekatere druge stranke, tu targetiram predvsem na Desus, zakon v končni fazi podprle. Zdaj, kar nas veseli, in mi smo tu tvorno sodelovali, je to, da se v zakon naknadno vnaša tudi določba, ki se dotika spolnih kvot, torej da gre za pač nek korak v smeri, ki na začetku niti ni bila zastavljena, pač da sta oba dva, da je nasprotni spol zastopan v ustreznem odstotku. Kako? Glejte, zdaj dejstvo je, da je več kot očitno, da se bo verjetno tudi v tej proceduri pokazalo, da imajo še nekatere stranke, nekatere predloge, nekatere si bojo mogoče nekatere lastile. Na koncu bo pa štelo samo to, ali bomo dali 60 glasov ali ne. Jaz verjamem, da bo nekateri o vseh dobrih besedah na koncu mogoče kaj pozabili ali pa bodo kakšen glas utagnili. Morda tudi zato, ker se jim zakon ne bo zdel dovolj dober. Jaz verjamem, da če bomo dovolj skromni pa dovolj iskreni pri tem, da bomo zakon lahko sprejeli. Sprejemam nekatere pomisleke, ki jih izražajo nekateri drugi, pa vendarle, če stojimo za tem, za kar smo se zavzemali mi tudi že v prejšnjem mandatu, potem je čas, da našo zakonodajo spremenimo in da jo približamo volivcu. Hvala. Ja, lep pozdrav tudi v imenu Nove Slovenije. Kot vam je znano, je Nova Slovenija že od vsega začetka podpirala predlog sprememb volilne zakonodaje v smeri ukinitve volilnih okrajev. Prepričani smo bili, da je v politiki potrebno oziroma v parlamentu potrebno iskati nek širši konsens, se pravi 60 glasov, ki predstavlja ustavno večino, če se lotimo tako pomembne materije, kot je sprememba pravil za volitve. Mi smo na začetku zagovarjali uvedbo absolutnega prednostnega glasu, vendar podpore pri ostalih pogajalcih pri predsedniku republike nismo dobili, tako da smo potem pristali tudi na relativno prednostni glas. Za Novo Slovenijo je pomembno, da za to ukinitev volilnih okrajev bomo samo odločitev, kdo bo po novem izvoljen v slovenski parlament, dali v roke volivcev, ki bodo imeli pri tem odločilno vlogo, pri tem pa bo neko odločilno vpliv na to, kdo bo poslanec, bodo izgubila vodstva političnih strank. Jaz mislim, da tudi če bi imeli več kot 60 glasov, to ne bi bil garant, da bi potem bil zakon v državnem zboru sprejet in sedaj upamo, da v tem nadaljnjem postopku uspemo pridobiti še potrebne glasove za sprejem
predlaganega zakona. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V stranki SAB smo prepričani, da brez spremembe volilne zakonodaje v naslednjem mandatu, po volitvah, kadarkoli že bodo, ne moremo pričakovati bistveno drugačnega parlamenta. Zato smo na vse stranke podpisnice pod tem zakonom naslovili pobudo, da skupaj poiščemo način, ki bi nam omogočil, da to spremembo sprejmemo še preden gremo bodisi na predčasne volitve, bodisi nastane desna vlada, ki se sedaj nakazuje. Mi o spremembi volilnega zakonodaja govorimo že 10 let ali več, zdaj prvič pa smo v tem parlamentu tako daleč, da imamo skoraj ustavno večino in možnost, da to spremembo tudi speljemo. To bi lahko bil, po mojem mnenju, mislim, da isto mnenje ima tudi predsednik Pahor, največji uspeh tega mandata Državnega zbora. Vse ostalo, kako to izpeljati, da bi se zakon lahko sprejel in da bi bilo še nekaj časa do njegove uveljavitve, je stvar debate med strankami. Možno je tudi spremeniti datum, ko zakon stopi v veljavo, lahko to naredimo v proceduri, namesto 1.1.2021 rečemo v 6 mesecih po uveljavitvi, kar daje zakonu neko legitimnost, in v tem primeru bi ljudje, po našem mnenju, bistveno raje šli na naslednje volitve, lahko bi se bistveno povečala volilna udeležba in končno bi lahko vplivali na to, kdo bo njihov predstavnik v naslednjem parlamentu. Brez te spremembe nas čaka približno enaka sestava parlamenta s približno enakimi akterji. Hvala. Prosim.